duševnih stisk otrok je veliko več, kot si jih odrasli želimo priznati. Da bi okrepili glas otrok in predstavili njihove stiske, smo zasnovali gverilsko kampanjo na Trgu Republike, kamor smo postavili 90 šolskih omaric. Šolske omarice v sebi skrivajo skrivnosti otrok, njihove največje tajne. S tem, ko smo jih simbolno odprli javnosti, smo želeli spodbuditi odkrit pogovor o tej pereči problematiki duševnega zdravja v Sloveniji. Moj oče skoraj vsak dan domov pride pijan. Ko slišim, da vstopi skozi vrata, se začnem kar tresti, ker že vem, kaj sledi. Ko je pijan, je najbolj nasilen do mene. Ničesar ne naredim prav. Če sem tiho, ni prav, če kaj rečem, tudi ne. V vsakem primeru se dere name, temu pa sledijo tudi udarci. Vedno, ko mi prisoli vzgojno, tako je mom pravi, mama zgine v drug prostor in joče. Ne upa si postaviti na moje stran, ker bi potem vzgojno doletele tudi njo. Tega nisem še nobenemu povedala. Nikoli. Preveč me je sram. Projektu Stiske iz omaric sem se pridružil iz dveh razlogov. Eden od teh je ta, da sem si želel sodelovati na nekem projektu z UNICEF-om. Z drugega vidika pa, ker sem sam izkusil neko duševno stisko v svoji mladosti. In zadnje je ta duševna stiska ena, zdaj primeri so različni in sem pač s to zvezdo tukaj, tem simboličnim pomenom te zvezdice in temi mojimi figurami, mojimi izmišljenimi možički delim neko pozitivno energijo pa neko toplino. Za vas smo pripravili brezplačni priročnik z nasveti za starše, kako se z otroki in mladimi pogovarjati o duševnem zdravju. Prav tako je na voljo spletna delavnica, ki bo na sporedu 12. novembra. Oboje najdete na naši spletni strani unicef.si.